Pozdravljeni v današnji epizodi podcasta. Nacionalni inštitut za javno zdravje pokriva vrsto različnih javnozdravstvenih področij in ima za sabo dolgoletno tradicijo, saj njegovi začetki segajo vse do začetka prejšnjega stoletja. Današnjo epizodo bomo zato posvetili 100. obletnici javnega zdravja, ki jo letos obeležujemo v Sloveniji. Današnji gost je strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, profesor dr. Ivan Eržen. Lepo pozdravljeni in hvala za vaš čas. Najlepša hvala za povabilo. Z veseljem. V letošnjem letu bo Nacionalni inštitut obeležil kar 100. obletnico javnega zdravja v Sloveniji. Kako se je vse skupaj začelo? Jaz bom, glede na to, da sem velik del tega časa nekako sooblikoval, več kot 40 let, bom mogoče malce subjektiven. Te informacije iz prve roke predstavljajo vedno tudi neko tveganje, da je vse skupaj preveč osebno obarvano, ampak bom vseeno se potrudil, da bom kar se da objektiven pri predstavljanju teh situacij, teh razmer v zadnjih 100 letih. Predvsem bi rekel, da nas tak častitljivi jubilej spodbudi k temu, da se ozremo po tem, kako se je vse skupaj začelo. In ko pogledamo začetek organiziranega delovanja na področju javnega zdravja pred 100 leti, vidimo, da so takratno delo in razvoj zastavili zelo premišljeno in predvsem se mi zdi to posebej pomembno poudariti ob upoštevanju potreb prebivalcev oziroma posameznih skupin, ki so bile med tem prebivalstvom še posebej ogrožene ali ranljive. Ustanovitelji javnega zdravja v leta 1923 so se srečevali s številnimi omejitvami. Še posebej v zvezi s prepoznavanjem nevarnosti dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, pa tudi na področju ukrepanja za zmanjševanje njihovega vpliva in posledic na zdravje. S temi omejitvami se srečujemo v vsakem obdobju delovanja, tako da to pravzaprav ni nič posebnega. Je pa za področje delovanja javnega zdravja pomembno poudariti to, da se pojavlja še ena omejitev, ki ključno vpliva na učinkovitost. To je namreč družbeno-ekonomsko okolje, v katerem javno zdravje deluje. In to se skozi zgodovino seveda stalno spreminja. Pred 100 leti so bile v Sloveniji v ospredju nalezljive bolezni. Takrat je več kot 50% prebivalcev umrlo zaradi nalezljivih bolezni. Večinoma že v zelo rosnih letih življenja. Ljudje so imeli takrat za seboj veliko vojno, ne smemo pozabiti, pandemijo gripe, in v tistem času so živeli res v izjemno težkih življenjskih pogojih. In razumljivo je, torej, da so na začetku se sodelavci, ki so delovali na področju javnega zdravja, usmerili predvsem proti nalezljivim boleznim. In so temu primerno potem tudi razvili ustrezne dejavnosti, še posebej recimo oddelek za epidemiologijo, za mikrobiologijo, oddelek za higieno in pa seveda tudi na področju izboljševanja razmer so delovali in so imeli poseben oddelek, ki se je ukvarjal z sanacijo razmer na terenu. Posebej moram izpostaviti pa, da so že takrat namenili velik poudarek vzgoji za zdravje prebivalcev, še posebej mater in otrok. To je bilo tudi obdobje, ko so začeli z ustanavljanjem zdravstvenih domov. Ne sicer v taki obliki, kot jih danes poznamo, vendar so se takrat začeli. Prvi je bil ustanovljen v Lukovici. Ko se je pojavila pandemija covida, smo se počutili pravzaprav podobno, kot so se počutili naši kolegi takrat.
Namreč tudi mi takrat, ko se je pandemija pojavila, nismo imeli kaj vzeti v roke. Ne? Razen ostalo nam je samo tisto osnovno, torej napotki za upoštevanje higienskih ukrepov, s pomočjo katerih lahko zmanjšamo tveganje za okužbo. In zato v tem trenutku še bolje razumemo to situacijo, te razmere, s katerimi so se naši kolegi soočili v začetku. V letih, ko so potem sledila, tam do druge vojne, lahko rečem, da se je delovanje na področju javnega zdravja zelo lepo razvijalo. Naprimer, 10 let po ustanovitvi, torej 1933. Je bilo v higienskem zavodu zaposlenih že več kot 100 oseb. Med njimi je bilo veliko zdravnikov in različnih drugih poklicov, to, kar pravzaprav še danes srečujemo na področju javnega zdravja. Vsa sredstva, ki so jih potrebovali za svoje delo, je pa plačeval proračun. To si mi tudi želimo, da bi omogočil financiranje, da bi bilo zagotovljeno financiranje celotne dejavnosti NIJZ. Kako je bilo pa po drugi svetovni vojni, so se te trendi nadaljevali? Po drugi svetovni vojni žal ne. Po drugi svetovni vojni pa je bil razvoj dejavnosti javnega zdravja zelo neusklajen. Ustanovljeni so bili regionalni zavodi za socialno medicino in higieno, ki so se še naprej seveda ukvarjali z področjem preprečevanja nalezljivih bolezni, kajti te so pač bile še vedno zelo pomembne. Veliko je pa potekalo aktivnosti na področju izboljševanja higienskih pogojev na terenu, pa velik poudarek je bil, seveda, ker tudi ni bilo kaj v roke vzeti v tistem času po drugi svetovni vojni, je bil pa poudarek na krepitvi vzgoje za zdravje in kasneje v določenem obdobju so se začele tudi aktivnosti na področju spremljanja dela zdravstvene službe, ko je pač zakonodaja to podlago zagotovila. Sodelovanje med temi regionalnimi zavodi za socialno medicino in higieno in pa centralno ustanovo, ki je nasledila higienski zavod, to ni bilo posebej intenzivno. Zelo skromno, tako moram reči. Izjema je bilo na področju epidemiologije, kjer je pa to sodelovanje dobro potekalo, kar seveda tudi razumem skozi samo naravo. Če je bilo potrebno preprečevati nalezljive bolezni, potem je bilo potrebno tesno sodelovati, kajti te bolezni niso bile velikokrat omejene samo na regijo, ampak tudi širše, tako da to sodelovanje je bilo vzpostavljeno. Po drugi svetovni vojni so prinesla, pač desetletja po drugi svetovni vojni so prinesla veliko sprememb v zdravstvenem stanju prebivalstva. In s tem so se začele spreminjati tudi aktivnosti v okviru javnega zdravja. In v resnici mi, tako kot smo bili raztreseni po Sloveniji, vsak zaprt v svojo regijo, vsak je pač razvijal neko svoje aktivnosti, nismo našli načina, kako bi se povezali, da bi skupaj bolj učinkovito delovali na področju javnega zdravja. In v tistem času je bila še ena posebna situacija, ki nas je nekako odvračala od pravega dela, torej dela na področju javnega zdravja. Šlo je za to, da smo bili po zakonih, po pravilnikih zadolženi za izvajanje določenih storitev, od laboratorijskih storitev do svetovalnih storitev za posamezne naročnike, šole, vrtce, delovne organizacije in tako naprej, tiste, ki preskrbujejo pač prebivalce s pitno vodo in tako naprej. Za vse te smo izvajali določene storitve, podprte z laboratorijsko diagnostiko, in za vse ostale naloge, ki so bile takrat pred nami in so se kar kopičile in so bile vedno bolj pomembne in potrebne, da bi se jih lotili, pa ni bilo ne časa in ne denarja. Zdaj govorite torej o nekem obdobju slabše učinkovitosti. Kako ste ga pa uspeli prekiniti? Ja,
Stroka javnega zdravja je v bistvu mednarodna, govorim zdaj, zelo hitro napredovala in seveda tudi potrebe na strani prebivalstva so bile vedno večje. In zato so se tudi v naši stroki pojavila prizadevanja, da to na nek način prekinemo, da to neučinkovitost prekinemo, in to smo videli v drugačni organiziranosti. In zdaj ne bom rekel, da smo bili tukaj zelo usklajeni, ko smo te različne možnosti organiziranosti presojali v tem prvem desetletju tega stoletja oziroma tisočletja. Smo se veliko s tem ukvarjali in pogovarjali, vendar nekega enotnega odgovora na to ni bilo. Tako da je potem naš upravljalec, torej Ministrstvo za zdravje, vse skupaj presekal s tem, ko je v bistvu organiziral 2 novi organizaciji, torej razpustil vse te regionalne zavode za zdravstveno varstvo oziroma socialno medicino in higieno, Inštitut za varovanje zdravja, in ustanovil 2 novi organizaciji. Letos je 10 let, kar je prišlo do te korenite reorganizacije. Jaz bi rekel, da je njeno bistvo v tem, da je povezala vse zaposlene, ki so delovali na področju javnega zdravja v Sloveniji, v Nacionalni inštitut za javno zdravje, medtem ko so vsi tisti, ki so delovali na področju laboratorijske diagnostike, vključeni v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Nekako delamo vsak tisto, za kar smo v bistvu se tudi usposabljali, in tisto, kar tudi čutimo, da je potrebno. Jaz mislim, da je ta rešitev bila dobra. Mi smo, ki delujemo pač na področju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nekako končno se lahko posvetili nalogam, ki so namenjene predvsem zmanjševanju izpostavljenosti škodljivim dejavnikom in pa zmanjševanju bremena različnih nalezljivih bolezni in nenalezljivih bolezni. Velik napredek smo pa dosegli preko sodelovanja s partnerji v tujini, ker izzivi, s katerimi se mi srečujemo, so v Evropi zelo podobni, in zato je tako sodelovanje zelo smiselno in nujno potrebno. Za nas je vsekakor to pomenilo res velik razmah, osnovo za strokovni razvoj, raziskovanje, kar seveda vse to lahko porabimo potem pri načrtovanju dela za potrebe naših prebivalcev. Posebej bi tukaj izpostavil tudi informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki je tudi sočasno se razvijala s tem, in če prej nismo imeli pravih orodij, jih danes imamo, tako za analizo zdravstvenega stanja prebivalstva, kot tudi seveda potem, ko delujemo na področju komuniciranja, ki je nekako naš skalpel, da tako rečem po medicinsko, brez tega ne moremo narediti nič. Tako da skupaj celoten ta splet okoliščin in stanje razvoja znanosti nas je pripeljal do sem, kjer smo danes. Kako pa boste vse te bogate izkušnje, ki ste jih zdaj našteli, porabili za naprej? Ja, upam, da zelo uspešno. Predvsem bi izpostavil, da pač iz vseh teh izkušenj, o katerih so na eni strani poročali že naši začetniki javnega zdravja pred 100 leti, in teh, ki jih imamo mi in jih še naprej krepimo in bogatimo. V bistvu vse to nam daje neko kot tudi eno osnovo za oblikovanje vizije za prihodnost. In jaz sem prepričan, da bomo, če bomo povezani, če bomo se še naprej povezani, lotevali nalog, tesno sodelovali z različnimi partnerji v državi, pa ne samo v državi, tudi v mednarodnem okolju, da bo to tisti pravi pristop
k stalnemu izboljševanju zdravja prebivalstva. Tako pri nas doma v Sloveniji, kot tudi v mednarodnem prostoru. Mi smo zelo zainteresirani tudi za to, da so razmere tudi v mednarodnem okolju dobre, v tem globalnem svetu je pač to izjemno pomembno. In smo v bistvu to vizijo tudi strnili v ta slogan, s katerim obeležujemo 100. obletnico delovanja, ki glasi stoletje izkušenj za zdravo prihodnost. Odlično. Najlepša hvala. Več o dosežkih o javnem zdravju pa lahko najdete na naši spletni strani www.nijaz.si. Vabljeni tudi k poslušanju naše naslednje epizode in ne pozabite nam slediti na naših družbenih omrežjih.